Projekt Delo na domu je v bistvu podprojekt v projektu Promocija zdravja in delo na domu. V zaključku tega projekta pripravljamo interni akt o delu na domu, ki naj bo v pomoč vsem tistim podjetjem, ki se priprave in izvajanja dela na domu v praksi šele lotevajo. Gre za obliko zaposlitve, ki lahko prinese vrsto dobrih učinkov, tako za zaposlene kot za delodajalce. Obenem pa je potrebno paziti, da se izognemo tudi morebitnim nevarnostim in pa s tem, ki bi lahko v primeru nastopa težav privedli nasprotno do negativnih učinkov. Nosilec projekta je Gospodarska zbornica Slovenije, podrobneje Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti v sodelovanju s pravno službo Gospodarske zbornice. Sodeluje pa še več partnerjev iz področja cele Slovenije, to so predvsem naše območne pa partnerske zbornice in strokovni delavci Gospodarske zbornice Slovenije. Zakon o delovnih razmerjih določa okvir za delo na domu. Ta okvir ni zelo, kako bi rekel, zelo strikten pa omejujoč, da bi bilo zaradi tega pač to preprečeno. Torej, to je katerikoli prostor, lahko je doma ali pa katerikoli drug prostor po izbiri zaposlenega. Bistveno je, da se doma ne delajo nevarna dela, da ne pride do negativnega vpliva na domače okolje, da inšpekcija preveri, a so vsi pogoji za to delo doma izpolnjeni. Zdaj, kakor vem iz prakse, to ni tak problem, da inšpekcija zelo hitro tukaj odreagira in tudi, da ni nekih bistvenih ovir v tem delu. Skratka, treba je poskrbeti, predvsem tudi, da se varno dela doma, se pravi, da se zagotovijo takšni pogoji, da je delovni prostor primeren, da je osvetlitev, da je ustrezna podlaga, da niso bananini ljubki po tleh. Tako da to je nekaj, kar morata delodajalec in delavec nekako skupaj priti do takih delovnih pogojev, da je tudi varno, tudi z vidika morebitne kakšne odškodninske odgovornosti enega ali drugega. V Microsoftu smo uvedli delo na domu pred 3 leti. Gre za en skupek procesov, pravilnikov, če gledamo z pravnega oziroma z praktičnega vidika, ki opredeljujejo delo na domu oziroma mogoče vsakemu posamezniku, da lahko dela od doma in se tudi normalno vklaplja vse delovne procese. Prvi pogoj, ki smo ga zagotavljali z vidika ljudi, je pravilno vodenje, se pravi, da so vodje usposobljeni za vodenje ljudi, ki delajo nadaljavo. Nismo šli na polno delo na domu, vsakemu omogočamo prihod na delovno mesto, kjer pa nima več svojega delovnega mesta. Se pravi, mi smo kombinirali uvedbo dela na domu z tako imenovanim shared desk sistemom. Se pravi, imamo manj miz, kakor je zaposlenih, niso pa nikoli vse zasedene. Delavci, ki delajo na domu, se ne odločajo ad hoc, priporoča se odločitev vsaj dan prej, je po pravilniku. Včasih se pa zgodi zaradi izrednih razmer, da se to zgodi pač na sam dan dela na domu. To upravlja lahko vsak, število dni je prepuščen temu človeku. Se pa priporoča prihod na delovno mesto vsaj v ponedeljkih po petkih, kjer imamo interne sestanke. Zaposleni ne sme imeti pri delu na domu nič manj zmožnosti, kot jih ima na samem delovnem mestu. Se pravi, mora biti zmožen dostopati vse baze podatkov, vsa gradiva, vsa orodja, komunicirati z vsemi svojimi sodelavci, ki tudi delajo na domu mogoče drugje oziroma so v sami pisarni. To je ena taka osnova. Drugo je merjenje ljudi. Ne ukvarjamo se samo prezenco oziroma z merjenjem uspešnosti po številu delovnih ur. Ukvarjamo se z zelo definiranimi metrikami, tako na ravni poslovnega leta, na ravni meseca, na ravni posameznika. To so metrike lahko z vidika prodaje, lahko pa tudi mehke metrike, se pravi z vidika nalog, ki jih mora zaposleni opraviti. Delo na domu je pri nas, mi želimo prakticirati zaradi tega, da bi vzpodbujali fleksibilnost sploh na delovnem mestu, da bi omogočali našim zaposlenim, da bi delo upravljali v nestresnem okolju, v miru, da bi povečali v bistvu tudi učinkovitost, pa tudi zaradi tega, da se izognemo mogoče nevarnim situacijam ali pa
vemo, kakšni so zamaški na cestah, da potem se izognemo tudi temu commutingu, se pravi prihodu delavcev na delo z oddaljenejših lokacij in bi v bistvu lahko s tem pripomogli k temu tudi, da smo bolj družini prijazno podjetje, zaradi tega, ker bi naš delavec potem pridobil več časa za svoj popoldanski oziroma za čas, ki bi ga lahko kvalitetno preživel izven delovnega časa. Za zaključek bi pa želela tudi povedati, da zelo pozdravljamo te akcije gospodarske zbornice, da se povežejo s podjetji, da predhodno, preden bi uredili stvari pravno formalno na morda boljši način, da tudi povabijo delodajalce, da skupaj sodelujemo v takšnih akcijah in naredimo potem takšna, ali mogoče zdaj delo na domu ali pa druge stvari boljše, kvalitetnejše in da se potem povezujejo prakse med podjetji.